Takole, mi bomo nadaljevali s snovjo nekje tam, kjer smo zadnjič ostali. Če se spomnite, sem rekel, se bomo na začetku v uvodnem delu srečevali z dvema, bi rekel, glavnima predstavnikoma, to so naboji, pa smo se pogovarjali o naboju, in na drugi strani z električnim tokom. Zdaj pa v bistvu, ko smo s tem uvodnim delom zaključili, vstopamo v tisto prvo večje poglavje, elektrostatika. Povedali smo, da je to pravzaprav eno od teh dveh strokovnih poglavij, s katerim se bomo ukvarjali, temu bomo namenili približno 60% časa, drugo bo pa potem tokovna polja, pa električna vezja v okviru tega, s katerim se bomo potem ukvarjali preostanek tega našega prvega semestra. Zdaj samo poglavje bomo začeli s Coulombove silo, ki smo jo mi že srečali v okviru Lorentzove sile na samem začetku, tako da bi rekel, tudi sam eksperiment smo si že pogledali in se ga verjetno še vedno spomnite, ko smo imeli, bi rekel, naelektrene palice, ki so se med seboj privlačile. Torej, zdaj bi mogoče kar tak naslov napisali, in sicer torej Coulombov zakon električne sile mogoče omenim pa izpostavim, da se precej drugače zapiše kot izgovori. Izgovori se Coulomb, včasih slišim Columbov in tako naprej. Coulomb je nekaj drugega odkril, verjetno veste, ne. Tako da, dajte biti pozorni na to. Če se mogoče še časovno opredelimo, torej tale letnica nekako, bi rekel, opisuje to odkritje. Sicer, če boste pogledali na internet pa poiskali kaj več informacij, boste v zvezi z njim odkrili torzijsko tehtnico. Sicer, bi rekel, je ravno tisti glavni doprinos to, da je Coulomb relativno natančno izmeril to električno silo. Saj, lahko si boste tudi prebrali, kar nekaj odkritij je bilo opravljenih že prej. Mi bomo zelo hitro začeli paralelno razmišljati tudi o odkritjih z področja gravitacije, ki so bila takrat že znana in na katere se je v svojih razmišljanjih znanstvenik lahko naslonil. Dajmo si torej predstavljati, ukvarjal se je očitno silo, električno silo, med dvema naelektrenima točkastima nabojema. To se pravi, imamo dva točkasta naboja v prostoru, mi jih bomo nekoliko kasneje še bolj eksaktno postavili v prostor, zato da bomo to bolj matematično korektno z vektorji opisali. In sicer, zdaj, če imamo ta dva naboja, potem je za njiju s torzijsko tehtnico uspel odkriti naslednje stvari. To se pravi, sili na te dva naboja opazuje, da sta sili dve na en in drug naboj, torej da sta med sabo vzajemni. V principu to pomeni, da sta po velikosti enaki, in pa, da sta med sabo nasprotno orientirani.
kar pomeni, da v principu, če jih seštejemo med sabo, dobimo nič. Potem je ugotovil, da te sile ležijo, ti dve sili ležita na zveznici, ki bi jo lahko potegnili med obema nabojema. Se pravi, sili ležita potem, če sta naboja istoimensko preznačena, bom kar takole napisal, če sta oba pozitivna ali oba negativna, potem sta sili odbojni. In če sta naboja raznoimenska, bom napisal takole, potem sta sili privlačni. Ok, in zdaj tisto, kar se še posebej nanaša na natančne meritve, jakost sile upada s kvadratom oddaljenosti ali pa medsebojne razdalje med tema dvema nabojama. Dajmo zaenkrat to oddaljenost označiti kot neko razdaljo. Kasneje bomo pa potem mogoče bolj eksaktno definirali ta vektor oddaljenosti. Dajmo reči, da je to razdalja R. In druga stvar, da je jakost enaka produktu teh dveh nabojev. Lahko damo ime Q pa Q črtica. Jakost sile sorazmerna s produktom nabojev. Množine nabojev. Takole. Ok. Zdaj, če bi mogoče za začetek to napisali, te ugotovitve, malo so še vedno ohlapne, ker imamo tukaj neko sorazmernost. Sorazmernost pomeni, če naboj dvakrat povečamo, se sila dvakrat poveča. To pomeni, da imamo enačbo do konstante natančno določen. Mi smo že, če se spomnite, ko smo o Lorentzovi sili govorili, rekli, da bomo ta levi del Lorentzove sile poimenovali kot elektrostatična sila, Coulomnova sila, pa smo dajali indeks Fe. To se pravi, ta Fe, ta znak za sorazmernost, tako kot alfa, pomeni, da ne poznamo konstante. To se pravi, bom mogoče še to. In dajmo kar zapisati naše ugotovitve, da se pravi, te dva naboja noter nastopata, recimo Q črtica krat Q. Potem pa tukaj pravi, da obratno sorazmerno, ker upada, to pomeni obratno sorazmerno s kvadratom razdalje. Se pravi, zdaj smo te ključne ugotovitve noter dali, manjka nam pa še kar nekaj stvari, lejte tole, kar se smeri tiče. Mi vemo, da je električna sila vektor in tako naprej. Se pravi, na tej eksaktnosti bomo mogli še nekaj narediti, na eksaktnosti zapisa. Pa druga stvar, ki nam manjka, tale sorazmernost si lahko predstavljate, to pomeni, če takole zapišemo, je enako K krat
q črtica krat q deljeno z r kvadrat. Se pravi, zaenkrat imamo to določeno še do neke konstante natančno. Okay. To nam manjka, da to konstanto določimo, pa da vektorski znak tlele noter zraven spravimo. Ok, mogoče bi zdaj preden gremo bolj v detajle, to bomo naredili čez nekaj trenutkov, samo spomnil na to, da vi iz gravitacije že poznate nekaj stvari. Vi sicer veste, da znamo določiti gravitacijsko silo nekega telesa na Zemlji kot m krat g. Ampak mislim, da ste se pogovarjali tudi o tej situaciji, če imamo recimo nekje v vesolju dve telesi, pa imata te dve telesi masi m1, ali pa dajmo tako označiti kot tamle, m črtica pa m, in sta te dve telesi tudi na medsebojni razdalji, pa jo dajmo tudi enako označiti razdaljo r, tlele vmes, potem ste zapisali gravitacijsko silo, s katero se te dve telesi med sabo privlačita. To se pravi, če kar orišemo tole silo, kako? Dobro, pa dajmo tudi tle reči, da bo zapis čim bolj podoben. Sorazmerna je čemu? Ja, produktu obeh mas, se pravi m črtica krat m, deljeno z upada s kvadratom razdalje. Ok, tle bi lahko napisali, še je enako pa gravitacijska konstanta, pa bi tisti veliki G je to, pa bi prišli do egzaktne enačbe, ki vas pa v principu zelo lahko spominja na to, kar smo tukaj odkrili. Se pravi, razmišljanje je bilo, da tukaj imamo neko podobnost in bomo mogoče pač še prišli do tega, da bomo to izkoristili tudi prihodnjo uro. Okay? Zdaj tukaj je ta sila privlačna, mi smo povedali, da se je identificirala tukaj tako privlačna kot odbojna sila. Dobro, zdaj bi pa na nek način bilo fino, če mi rešimo vse te dileme, ki so nam ostale odprte, se pravi, da se mi postavimo nekam v prostor. Še vedno bom zadaj. Ja. Takole, dajmo najprej postaviti v prostor zadevo na tak način, da si postavimo koordinaten sistem. Kartezijev tridimenzionalen koordinaten sistem. Pa naj bo tole os x, potem os y in os z, samo to, ko vas spomnim, da ni nepomembno, kako so spozicionirane te osi. Se pravi, če je tole os x, pa takole os y, nam potem desnosučni vijak, ko vrtimo os x po najkrajši poti v os y, nam desnosučni vijak, ali pa smer napredovanja desnosučnega vijaka, kaže v smeri osi z. Okay. Zdaj pa dajmo v ta naš koordinatni sistem spozicionirati ta dva naboja in sicer Q, črtica in pa Q, in dajmo zapisati, da sta to točki T črtica in pa T. In za te dve točki lahko zapišemo, da je točka T s koordinatami x, y in pa z, točka T črtica pa s koordinatami x črtica, y črtica in pa z črtica. Zdaj mi lahko
Tako označimo tudi ta dva krajevna vektorja, ki gresta od koordinatnega izhodišča pa do posamezne točke. Pa ima, dajmo reči, da je tole krajevni vektor R, pa tale R črtica, se pravi, bi to pomenil, ne, da je R, X, Y, Z in R črtica, X črtica, Y črtica, Z črtica. Takole. Zdaj pa v principu pride zapis tistega, kar smo tukaj nekako si želeli. Ne? To se pravi, bi radi zapisali na eni strani to razdaljo, na drugi strani pa ji dali usmeritev v tej smeri, kot je ta zveznica med tema dvema. To se pravi, dajmo to usmeritev te zveznice narediti na tak način, da je to tole. Se pravi, zapisal sem vektor in dajmo mu kar pustiti to ime te razdalje, lahko mu rečemo distančni vektor, tukaj med tema dvema nabojema in ga dajmo zapisati, da je to enako, ta vektor R je R minus R črtica, se pravi, če hočemo to matematično korektno zapisati, bi to pomenil, da od X odštejemo X črtica, od Y odštejemo Y črtica, od Z odštejemo Z črtica. Zdaj, seveda, če bi pa hotel v obratni smeri imeti ta vektor, a ne, da bi nam v to smer kazal, je pa to minus R. Se pravi, ravno za preznak je drugačen in bi to bil pač v tem primeru R črtica minus R. Ne. Ok, zdaj, ko smo si to pripravili, lahko zdaj zapišemo pravzaprav ta naš izraz, ki smo si ga tukaj le pripravili s pomočjo enotskega oziroma smernega vektorja. Se pravi, našemu vektorju, torej našemu zapisu za silo bi dodali vektorski znak. Zdaj, mogoče bi to naredili še tukaj, ne, da rečemo, da je enotski vektor te zveznice, to se pravi smer zveznice, ne, to, kar tukaj piše, da leži na zveznici, ne, lahko zapišemo v bistvu ali kot ER, ne, ali pa kot vektor R deljeno z njegovo absolutno vrednostjo oziroma z njegovo dolžino. Ne. To se pravi, tole je enotski vektor v smeri zveznice, to, kar tam ne piše, da ne bi bila sila tako orientirana. In bomo pa še pogledali, kako nam zadeva špila. Dajmo torej zapisati tale FE, je sorazmerna, zdaj pa že pišem vektorski znak, če ste pozorni, ne, produktu nabojev, Q črtica krat Q, deljeno z R kvadrat, zdaj imamo v bistvu dva zapisa možna, lahko tukaj zraven napišemo krat ta enotski vektor v smeri zveznice, ali pa če hočete, ne, tole lahko tudi zapišemo na drug način. Zdaj sem ta količnik tako napisal, da sem R s temle R kvadrat pomnožil, zato sem spodaj dobil R na 3, ampak je na vrhu kar vektor R, ta naš distančni vektor, ne, se pravi, še vedno, a ne, njegova absolutna vrednost je R in če se ta R s tem pokrajša, še vedno je odvisno z, ali pa obratno sorazmerno s kvadratom. Ne. Tako da, glede tega nismo nobenega prekrška naredili. Ne. In s tem, če pogledamo, ne, smo mi zdaj pač usmerili to silo, če gledamo tale naboj, proti kateremu je usmerjen, če bosta oba pozitivna, bo tale rezultat pozitiven, pa v smeri tegale ER, ne, to se pravi, jaz lahko za pomagalo nam narišem takole še tale ER, ne, in nam, če sta oba pozitivna, sila res kaže sem.
In če bomo hoteli ta drugega opazovati, bomo vzeli distančni vektor v nasprotni smeri, nam bo kazala sila sem, kar je v redu. Ne? In če bosta naboja recimo plus pa minus, bo tale rezultat negativen in nam bo sila kazala v nasprotni smeri tega enotskega vektorja, kar bo spet v redu. Se pravi, s temle, kar imamo zaenkrat na tabli, smo kar, bi rekel, dobro zapopadali vektorski zapis te naše sile, kolonove sile. Ne? Zdaj, edino, kar nam še manjka, tukajle je tisto, kar sem tamle tudi napisal, zdaj tale znak sorazmerno pravzaprav pomeni k krat q črtica krat q deljeno z r kvadrat krat er. Ne? In nekaj besed bi pa zdaj namenili še temu, koliko je k. In sicer, takole dajmo mogoče za začetek kar zapisati, da tale k je vezan pravzaprav na naš merski sistem. To se pravi, to je konstanta, a ne, ki pač pride noter zato, da uredi na nek način enote, a ne, pa vse te zadeve. In tole je 1 vlomljeno za 4pi krat epsilon nič. In bomo šli kar po vrsti razložiti, kaj in zakaj je toliko, kolikor je. Ne. Če začnemo z temle 4pi, pa bom to mogoče še malo lepš vam ilustriral nekoliko kasneje, ampak najprej bi mogoče vas vprašal, če veste, kaj je to prostorski kot. To se pravi, vi poznate kot tak, a ne? In kot tak, če si predstavljate, če imamo takole krog, potem nam kot pove razmerje med temle lokom proti radiju. Na nek način, a ne? To se pravi, vi veste, da je tale lok enak r krat alfa, a je tako. In koliko je lahko poln kot pri krogu, koliko je poln kot za krog? Ja, pa če to v radijanih izraste, 2pi, ne? To se pravi, vi veste, da tale kot, pa ga dajmo označiti recimo alfa, ta kot, poln kot bi bil 2pi. Ok? Zdaj, drugo pa je nekaj, kar pa niste spoznavali, ampak bomo mi občasno, vsaj za potrebe našega razumevanja, bi bilo fino, je pa prostorski kot. Ali mogoče kdo to pozna tudi kot zorni kot. Pa dajmo takole razmišljati. Ne? Vi si verjetno predstavljate tale list, pa moje oči, ki gledajo ta list pod določenim kotom, ampak dajte si ga predstavljati v vseh 3 dimenzijah. To se pravi, en takle prostorski kot odreže tale list od mene, ki gledam vanga. Ne? To se pravi, moje oči na vse strani nek zorni kot. Ne glede na to, je ta površina kvadratna, okrogla, kakršnakoli že je. Ne? Zdaj seveda, če boste ta list prijeli, pa ga boste odnesli do konca predavalnice, boste verjetno si znali predstavljati, da se ta moj zorni kot precej zoža, ne, po vseh dimenzijah, a ne, ker je ta list precej daleč. Ne. Tako da, če se pogovarjamo, pa malo analogije rišemo, dajte si prosim predstavljati kroglo, ne kroga, ampak kroglo, ne, kot, ja, in dajte si predstavljati, da se pogovarjamo o eni ploskvi tukaj na krogli, to je ta list, in se pogovarjamo o tako imenovanem prostorskem kotu, pod katerim jaz vidim ta list. To se pravi, temu prostorskemu kotu rečemo omega. To se pravi, če je bil prej ploskovni kot alfa, je zdaj prostorski kot omega. In lahko spet zapišem, da je tale površina, v našem primeru naj bo to nek A, je radij na kvadrat krat omega.
Se pravi, na nek način imamo analogijo s tem, da tukaj je bil to log, je radij krat alfa, tukaj pa tale ploskvica, ki jo imamo, je radij na kvadrat krat omega. Mimogrede, a kdo iz rokava zna stresti odgovor, koliko je površina te krogle? 4πr kvadrat. Iz tega verjetno si znate predstavljati, koliko je omega, da pokrijemo poln prostorski kot. Če ste rekli, da je za polno površino r kvadrat krat 4π. To se pravi, koliko? Tako kot ste tukaj ugotovili, ne, da je to 2π poln, ne? Tako vas še enkrat vprašam, če je celotna ploskev krogle, celotna ploskev r na kvadrat krat 4π, koliko je potem celoten prostorski kot? 4π. Ne. Se pravi, poln prostorski kot, ne, recimo bom tle napisal poln kot, je 2π, ne, tukaj je poln kot, poln prostorski kot je 4π. Evo. Glejte, to vse sem vam orisal zato, da si znate boljš predstavljati, zakaj je tukaj 4π. Pa še si mogoče ne čist najboljš, vam bom še nekaj povedal. Mi bomo prihodnjo uro govorili o tem, da je okrog tegale naboja stanje prostora tako, da kamorkoli damo ta naboj, deluje sila. Okay. Kar vam hočem reči, tale naš povzročitelj sile na tega, ne, okrog in okrog sebe povzroča, temu bomo rekli, polje. In ker po polnem prostorskem kotu povzroča polje, je tukaj le noter ta poln prostorski kot zapisan in zato je v tejle konstanti zapisano 4π. Okay. Da si znate predstavljati, 4π nam pravzaprav predstavlja poln prostorski kot. Okay. Mi bomo prostorski kot še nekajkrat uporabili, tako da se probajte doma nekoliko seznaniti s tem, najdete ga v matematičnih priročnikih, da vidite, kaj poln prostorski kot pravzaprav je. Prav? Ok, gremo naprej. Tale epsilon nič je dielektrična konstanta ali pa influenčna konstanta. Konkretno ime je dielektričnost praznega prostora ali pa dielektričnost vakuma. In, kar vam hočem povedati, večkrat sem omenil, da v elektrotehniki imamo ogromno količin, ne, tako da nam črk zmanjkuje. Konstant pa mogoče nekoliko manj, ne, in sicer imamo dve, pa še te dve sta med sabo povezani. Ne. Konkretno prvo srečujemo tukajle, to je dielektričnost praznega prostora. Druga, ki jo bomo srečevali pri osnovah elektrotehnike 2, pa je permeabilnost praznega prostora. Ta se nanaša na magnetizem, tale prva pa očitno na elektrostatiko, na električno polje, permeabilnost praznega prostora. Ne? In še te dve konstanti, ki sem jih zdaj izpostavil, sta pravzaprav med sabo povezani in sicer s tretjo konstanto, ki jo pa poznate iz fizike, to je pa svetlobna hitrost. Zdaj, konec koncev, vemo, da je, bi rekel, mi bomo zdaj spoznavali elektrostatiko, električno polje, v prihodnem semestru bomo spoznavali magnetno polje, ne? Vi pa veste, da sta potem električno pa magnetno polje povezani v elektromagnetno polje in veste, da je svetloba primer elektromagnetnega valovanja, zato se ne gre čuditi, da sta tudi te dve konstanti, dielektričnost in pa permeabilnost, povezani v svetlobno hitrost. Ne. Svetlobno hitrost
Veste, da zelo eksaktno znamo zmeriti 2,99, 7,9, 2,4, 5,8 metrov na sekundo. To se pravi, 3 krat 10 na 8 je tak približek za našo predstavo dovolj dober. Ok, zdaj mogoče še zapišemo, kako sta te dve konstanti med seboj povezani, oziroma kako so vse tri konstante med seboj povezani. Ne? To se pravi, lahko zapišemo izraz, da je C0 enako 1 skoren iz mi nič pa epsilon nič. In pravzaprav je bilo treba eno izmed teh konstant zopet zacementirati, koliko je, druga konstanta je pa padla ven iz izraza. To se pravi, konkretno vam lahko povem, da so dorekli, da ne bo tista, ki je lepše zapisana, tale mi nič, je 4pi krat 10 na minus 7 volt sekunde na amper meter. Zdaj, če mi v obzir vzamemo ta zaokrožen približek za svetlobno hitrost, potem bomo ven dobili, da je epsilon nič enako 10 na minus 9 deljeno z 36 pi. Ne? Ta 36, ki pride iz štirke, pa iz tamle 3 na kvadrat. Ne? Če damo tlele ta koren na to stran, je to na kvadrat, ne? In pa 3 na kvadrat je 9, pa tiste 4 je 36. Ne? Oziroma tisti približek, ki nam bo tudi velikokrat služil, to se pravi, če tukaj napišem amper sekunde na voltmeter, oziroma to je 8,854 krat 10 na minus 12. Mi je mečkam prostora zmanjka še za enote, ampak se sem že napisal. Takole, na minus 12 amper sekunde na voltmeter. Pa tukaj napišemo C0 je enako. Takole, evo. Zdaj smo še tole določili, kot rečeno, zdaj pa glede na to, kako smo tole zgodbo sestavili, predlagam, da kar zapišemo k tele naši skici in tudi istočasno narišemo tale vektor. FE in naš zaključek je, da je vektorski zapis kolonove sile Q krat Q črtica deljeno za 4 pi. Epsilon nič krat R na kvadrat bom zapisal z enotskim vektorjem krat ER. Takole, evo. Se pravi, iz tistih prvih ugotovitev, ne, če si pogledamo ta zapis, nam tudi vse skupaj drži, ne, pri čemer velja, da je to tale sila na naboj Q. Če bi pa želeli računati tole silo, bi pa tale distančni vektor ravno obrnili, ne, tako da bi kazal od desnega proti levemu naboju, ne, in bi potem dobili enako notacijo, pa vendar lih nasprotno smer. V redu. Dajmo zdaj mogoče par besed še reči o tem, kaj če se znajdemo v soseščini več
drugih nabojev. To se pravi, bi tako mogoče tudi napisali, sila na naboj, v soseščini več drugih nabojev. Kaj imam v mislih? Torej, dajmo kar mogoče vzeti točkaste naboje. Takole, dajmo imena. Prvi naboj, delta Q1, drugi naboj, kati naboj in n-ti naboj. Se pravi, n jih je vseh skupaj. Ne? Zdaj mi bi lahko tukaj koordinatni sistem pa risali. Zdaj, ne vem, če ima sploh smisel, da vse tole si znate predstavljati. Tem bi rekel, ampak teh ne bomo več risali. To so mali RK, R2, R1, RN. Ne? Ok, in zdaj pa tisti naš opazovani objekt. Dajte tole počas skušati osvojiti. Torej, tale desni naboj, kot tudi prej, tisti naboj Q, je opazovani objekt. Tole, kar imamo na levi, so pa povzročitelji sile nanj. Se pravi, lahko rečemo, to, kar imamo tukaj, so povzročitelji, sile nanj, tole, kar imamo tukaj, je pa opazovani objekt. Tako smo se odločili. A ne? Tudi prej, če se spomnite, ko smo enačbo postavljali, sem rekel, dajmo reči, da na tale naboj računamo. Če bi mi hoteli na tega računati, potem so pa vsi tele ostali povzročitelji, ta je pa opazovan objekt. Ampak za nas je v fokusu zdaj tale in zato bomo tudi nanj vse te zveznice narisali, tako kot smo prej to naredili. Tole je zveznica med prvim nabojem, ki povzroča silo in pa temle opazovanim objektom. Tole bo zveznica med drugim nabojem in pa temle našim opazovanim objektom in tako dalje narišemo zveznico med k-tim nabojem in pa n-tim nabojem in pa opazovanim objektom. Takole dejansko so te zveznice. Zakaj sem te zveznice narisal? Ja, zato, ker so v smeri teh zveznic tudi sile. Tole naj bo električna sila 1, ki deluje na tale opazovani objekt. Tole naj bo električna sila 2. Ni nujno, da so, sploh ne, da so enako dolge. Tole naj bo električna sila K in tole naj bo električna sila N. Na ta naš, se pravi, vsako izmed teh zveznic sem samo podaljšal in to so naše sile, ki sem jih tudi ustrezno poimenoval. Zdaj pa vi veste iz fizike, iz prvega letnika srednješolske fizike, kadar na objekt deluje več sil, kaj naredimo s temi silami? Da dobimo skupno rezultanto. Ja, na kakšen način? Vektorsko. To je odgovor. Vektorsko jih seštejemo. Okay? Kolega je po mojem že postopek mi hotel razložiti, ampak vektorsko pa pomeni, da v bistvu bi tole silo semle prestavili, potem tole takole naprej, pa potem še tole takole naprej in tole, kar bi dobili, tlele bi bila ta rezultanta, ki bi bila pa skupna električna sila. Ne? Se pravi, mi moramo, da dobimo to skupno električno silo,
sešteti prispevke posameznih električnih sil. Zdaj, mogoče bi bilo bolj korektno, da bi, ker so to majhni naboji, tudi tukaj pisal, da so to majhne sile, nam bo mogoče še prav prišlo, ne? In da potem tudi rečemo, da je to skupna sila, ne? Tudi majhna. Ne? Okay. Tako da v bistvu seštejemo električne sile, pa bom temu rekel vseh K nabojev. To se pravi, K je 1 do N. A ne, tako smo rekli. Ne? Pač K je nek splošen naboj, ki nam števček laufa od prvega, drugega, K-tega do N-tega. Ne? Okay. In zdaj bi bilo pa fino, če pogledamo tja na levo stran table in potegnemo ven izraz, ki pravi takole. Jaz bi vzel tisti izraz, ki ima noter radi vektor, ne pa enotski vektor. Prav? To se pravi, takole bomo napisali. Testen objekt, na katerega opazujemo silo, je naboj Q. Povzročitelj je K-ti naboj, to se pravi, pišem QK, ulomljeno za 4 pi epsilon nič RK na 3. Kajti vsak ima v bistvu svoj ne, tale radi in krat RK kot vektor. To je to, ko sem rekel, bom uporabil ta izraz, ki ima enotski vektor zapisan kot količnik teh dveh, to se pravi distančnega vektorja z njegovo absolutno vrednostjo, zato imamo tukaj na 3. Še vedno to pomeni, da upada s kvadratom. Ne. In tukaj spredaj damo, K je 1 do N. A ne, tole, kar imamo tukaj že pripravljen. In zdaj bi samo še izpostavili konstanto, to pa je naboj tale od tega opazovanega objekta, tale delta Q je konstanta, pa brez dvoma so 4 pi epsilon nič tele vrednosti konstanta, potem nam pa v bistvu stane tukajle pod sumo, K je 1 do N, takole, K-ti naboj deljeno z RK na 3, pa krat RK distančni vektor z vektorskim znakom. Evo, takole, se pravi, zdaj smo še matematično zapisali tisto, kar sem vam prej povedal zelo po domače, pa dajte vsem ta zaključek vzeti kot pomemben. To se pravi, če imamo več povzročiteljev, ki nam povzročajo na nek objekt silo, potem skupno silo določimo tako, da prispevke vektorsko seštejemo. Mi bomo to razmišljanje uporabili, boste videli prihodnjo uro, ko bomo spregovorili o vektorju električne poljske jakosti.